Ja, tukaj se zberemo vsako sredo, ker doživimo klic zvona, ker po razsvetljenju se zberemo tukaj pred tole stavbo, ki jim rečemo hiša izvirnega greha, in zvonimo, ker je to naš način, da se približamo velikemu zvonu, ki je ustvaril vse to, ne, z velikim bongom. To je pač temeljno poslanstvo naše cerkve, našega nastavljenja. Dejavni smo na vseh področjih, tukaj zmeri. Zdaj delamo na eni dosti veliki zadevi tamle v Novi Gorici, ker se bo z pro bono ambulanto probali narediti pa združiti z dobrodelnostjo. Bi jim pa sporočil, da je že čas, da se vzravnamo, da pokažemo, kaj smo, da smo zavedni Slovenci, ne? Da pač verujemo v nadnaravno silo, da se bo stvar zboljšala, ampak očitno brez nas vernikov, ne vem, če je sploh kakšna možnost, da se to kam premaknili. Bratje in sestre, zbrali smo se danes, da povemo ene par besed in damo dobro misel za Palestino. V Palestini je dežela, kjer se 2000 let že več ali manj bijejo, jemljajo en drugemu zemljo. Vedno so bile pa 2000 let oziroma že več, so pa žrtve nedolžni ljudje. Tudi zdaj so žrtve nedolžni ljudje. Zakaj je tako? Zato, ker velika večina ljudi slepo verjame oblasti, velika večina ljudi bo sledila ukazom, karkoli jim bojo rekli. In žalostno je, da narod, ki je preživel holokaust, da dela to drugim. Dobesedno so na tem, da jih izstrebijo, oziroma da jih preselijo. V Nemčiji, v nacistični Nemčiji je posredno in neposredno v holokaustu sodelovali milijon ljudi. Milijon ljudi, vsak je imel en tak mehen delček v temu in da ni imel nobene občutke krivde. Ampak vsak od teh milijon ljudi je pobil najmanj 6 ljudi. S tem, ko je mehen delček dal zraven. In tukaj je ista situacija. Vsi imajo svoj delček krivde. Noben pa ne bo priznal, da je tisti delček krivde njihov. Ljudje pa umirajo. Otroci umirajo zaradi nemogočih razmer. Dajmo se ne spraševati, kdo je kriv, ampak dajmo se spraševati, čeprav večina vemo, kdo je kriv, ampak dajmo se spraševati, kako narediti, da bojo ljudje normalno živeli. Vedno je varianta, samo ljudje moramo, ker se bo v Izraelu začel notranji upor, da to pa ni to. Ko se bojo ljudje, ki so preživeli holokaust, ko bojo rekli, to pa ni prav, da mi tako delamo. Takrat se bojo stvari spremenili. Prej se ne bojo. Pri tem realno gledano imate, ne vem, 3., 4. najmočnejšo vojsko na svetu. Vojaško jih ne morete premagati. Lahko jih pa premagate od znotraj. Ko se bojo vojaki rekli, ne, mi tega ne bomo delali. Takrat so pa premagali. Mi smo imeli podobno situacijo tukaj, pred 90 letih, ko nas je 3. najmočnejša armada v Evropi napadla. Takrat so vojaki rekli ne. Zato tukaj ni bilo moje. Tam se je isto lahko zgodilo. Tako da, dajmo zvoniti, da bo čim prej mir, pa da se to ne bo ponavljalo. Hvala vsem. No, jaz sem danes tukaj pred hramom korupcije, zato da zvonim, ker imamo sveto mašo, zvonimo za to, da bo v svetu vse dobro, kot je povedal danes Rok. Jaz sem nekaj mesecev, malo po začetku sem se že vključil v to cerkev, oziroma me je kar Rok priključil na internetu, potem pa od maše pa tamle od enkrat do aprila naprej si tukaj. Ampak pravim, da se to res zberemo dejansko po enim notranjem klicu. Sicer se nekaj po Facebooku
organiziramo, ampak v resnici nikoli ne čisto ne dorečemo. Nekako je uveljalo, da sreda okrog 5. ure, malo prej, malo pol je vseeno, se tukaj zberemo. Tudi vseeno je tukaj naš tale, ki je naš vodja cerkve tukaj ali ne, tudi brez njega se znajdemo.